Sporočilo 8. meseca. Vidite, tudi zadnji je pa slavna trikotna jasa. Večina ljudi pride do tu, naredi obvezno selfie, dajo na Facebook in napišejo, da so bili na Pohorju. To je 1/3 sam. Vrh je gor, še naprej. A tist pa ne, tist je pa malo predaleč za iti. Ne mi golfat! Zdaj, glede na to, da bom analiziral ta kartonček, mogoče ne bi preveč govoril o ostalih aktivnostih, da ne bo cela zadeva predolga. Pri gimnastiki napredujem z vezavami na airtracku. Včasih je treba malo tehnike dodelati, pa usklajevati, ampak načeloma gre, no. Enako velja za odbojni parter in trampolin. Tudi pri skokih v jamo dosegam kar čezdalje večjo višino, pa lahko pač dodeljujem tehnike in se mi zdi tudi, da imam čezdalje več časa v zraku, tako da bom probal ta čas, tiste sekundice, še bolj optimalno izkoristiti. Če kar analiziramo zdaj kartonček, pol leta je bil prvi test, zdaj je bil pa drugi test in so se rezultati nekako lahko primerjali. Kak je ta kartonček nastal? Ta kartonček je sestavljen iz športno-vzgojnega kartončka, to smo ga tako večina vsi delali v osnovni šoli, tista testiranja enkrat na leto, ko smo jih imeli. Potem sem šel gledati nekatere Eurofit teste, tudi tam izvira neki vaj in pa piše zraven Divjakova malenkost, smo pa s kolegi analizirali vaje, katere bi še lahko bile zraven, nekako naredili načrt, kako bi se testirale, pa smo jih lepo zraven zajeli, dodali. Ja, če analiziramo prvi del, lahko ugotovimo, da sem v bistvu izgubil 2 kilograma. Ja, pretirano nisem k tem strmel, da bi bil moj cilj izgubiti čim več kilogramov. Vemo, da 1 kilogram špeha pa 1 kilogram mišične mase tehta enako, ampak izgleda čisto drugačne. Problem nastane pri gimnastiki, pri teh dvojnih obratih in pomisleki že v 3 obratih. Tam pa je ključen čisto vsak v bistvu procent maščobe, vsak od več kilogram, vse to ti v napoto hodi. Že v bistvu pri enojnih obratih. No, vemo pa, da za šport ali kakršnekoli aktivnosti človek rabi energijo, ki jo v bistvu dobi iz hrane. In v prejšnjem mesecu smo ugotovili, da jem povprečno, zadovoljivo. Tako da mogoče se pretirano s tem glih ne bi obremenjeval, ampak dobro pa je vedeti, da je še prostor za izboljšave in bi se še mogoče dal kaj popraviti. Potem preidemo počasi na drugi del, je tak bolj atletski del. Ja, stopnjevalni tek, naredim 5 šprintov po 10 metrov, se pravi izmerim razdaljo 10 metrov in naredim 5 šprintov, se pravi pospešim do maksa, zabremzam, pospešim do maksa in tako naprej. Naredil sem 2 meritvi in pošteval boljšo. Ja, potem je šprint na 60 metrov, zdaj tukaj pride lahko do kar velike napake, odstopanja, zaradi štopanja, zaradi stiska, pa ustavitve, ker tukaj je vsaka sekunda, stotinka pomembna. Zato sem pa nekako naredil 3 meritve in upošteval povprečje. Potem sem pravil meritev Cooperjevega teka. Zdaj pravilna meritev Cooperjevega teka je v bistvu, da bi 12 minut tekel in potem bi mogel izmeriti tisto razdaljo. Ampak jaz sem izbral to drugo, lažjo varianto, pač lažjo varianto kot meritev, lažjo. Torej, da pretečem razdaljo 2,4 km v čim krajšem času. Potem sem se lotil teka na Kalvarijo. Gre za hrib v Mariboru, kjer so zgrajene betonske stopnice, 455 stopnic. Zdaj pred pol leta sem pritekel na Kalvarijo, tekel v bistvu po 1 stopnico. Zdaj sem pa nekako se lotil 2 tehnik, ena je ostala ista, se pravi po 1 stopnico, pa večina časa tečem, nekaj čist malega sem hodil vmes. Druga varianta pa je bil tek po 2 stopnici, ampak sem pa posledično, ker sem bil toliko bolj utrujen, tudi dosti več hodil. Ampak logično, čas je bil boljši pri teku po 2 stopnici in glede na to, da je cilj doseči čim boljši čas, bom upošteval pač to tehniko, to meritev. Sledil je skok v daljino,
iz mesta in iz zaleta. Zdaj to sem ponovil 2 do 3 krat in upošteval najboljši rezultat. Potem je sledil skok v višino iz mesta. To sem naredil tako, da sem skakal na kup blazin, pa sem si blazine postopno dodajal. Sledilo testiranje trebušnjakov in sicer v 1 minuti sem mogel narediti čim več trebušnjakov. Zdaj, da so te meritve čim bolj točne, je tehnika ta, da se ko grem dol z rokami udarim od zadaj in ko grem gor z rokami udarim spredi, ker če ne bi bolj zdaj, ko si utrujen, začneš kar bolj te površne delati. Tako da tu si pa vedno prisiljen, udar zadaj, udar spredi. Potem vesa na drogu, zdaj tu se pa meri čas, se pravi glava mora biti nad drogom in držati čim dlje časa. Zelo podobna zadeva za sklecami, in sicer en video je na internetu, če ga boste iskali, ga boste najdli. Bring Sally Up Push-Ups, če napišete. Ja, ko reče v pesmi Bring Sally Up, se dvigneš in držiš, ko reče Bring Sally Down, se spustiš in držiš. Cilj je zdržati čim dlje, oziroma po možnosti cel video. Potem je sledilo testiranje na slacklineu. Gre za posebno napeto vrv oziroma posebno napet trak, na katerem akrobati izvajajo različne trike. Zdaj cilj je bil tu testirati ravnotežje, se pravi v 5 poskusih narediti čim več korakov. Mogoče pri tej meritvi nisem najbolj zadovoljen, ker je pri meni kar precej odvisno od sreče, se mi zdi. Podobna vaja za ravnotežje je bila na rokah, se pravi gre pa za meritev, časovno meritev, čim dlje časa skušati stati na rokah oziroma hoditi po rokah, se pravi brez stene. To meritev sem naredil 3-krat in upošteval najboljši čas. No, želel sem tudi analizirati napredek špage. To sem naredil tako, da sem naredil moško špago, spustil sem se čim niže, potem sem pa očitil razdaljo od tal pa do mojega mednožja. Bench press oziroma potisk s prsmi, palico z utežmi spustiš do višine prsi, dvigneš nazaj, potem squat ali počep, palica se naloži na hrbet, se počepne, potem pa deadlift oziroma mrtvi dvig, je pa kjer palico dvigneš do višine bokov. Dal sem še overhead press oziroma potisk nad glavo. Ja, cilj je bil narediti samo en gib in pri tem dvigniti čim več kilogramov. Ja, potem so sledile 3 crossfit vaje. Prva je bila 5 vzgibov oziroma potegov, 10 sklec, 15 počepov. Dela se 20 minut, cilj je narediti čim več serij. Druga crossfit vaja je bila metanje 15-kilske žogice v steno nad mojo višino in pa potem to 15-krat, potem pa še 12 burpeev. Se pravi poskok, plosk za glavo in pa nekak položaj sklece, spet poskok, plosk za glavo. 3 serije, čim boljši čas. In pa tretja vaja, 50, 40, 30, 20, 10, se pa naredi 50 trebušnjakov, 50 poskokov s kolebnico, 40 trebušnjakov, 40 poskokov s kolebnico in tako naprej, se gre do desetke, zopet časovna meritev. Da so bili trebušnjaki čim bolj točno zmerjeni, spet udarec zadaj z roko, udarec spredi po deski z roko. Testiral sem plavanje na 50 metrov, zopet čim boljši čas. V 3 tehnikah, prsno oziroma žabica po domače, hrbtno nazaj in pa kravl. Zdaj pri kravlu, ko sem se testiral, sem bil glih v enem takem prehodnem obdobju, da sem dihal na 2 in na 3, tako da sem malo vmes. Enkrat na 2, enkrat na 3, tako pač malo sem kombiniral. V kartonček bi mogoče še dodal weightlifting tehniki, ampak jo zaenkrat še ne znam, tako da jo bom rajši spustil. Zdaj, kot lahko ugotovimo, sem v vseh vajah napredoval, tako tehnično, kot tudi pač časovno, telesno. Zanimivost, naslednje pol leta mislim, da ne bo več tako. Namreč ene tehnike se zdaj počasi začenjajo med sabo malo spodbijati pa tepsti. In meni se zdi, da čez pol leta ne bo šlo več vse gor. Zdaj je šlo recimo izpred pol leta, so se vse zadeve izboljšale, dvignile. Zdaj pa mislim, da počasi to ne bo več izvedljivo. Cilj pa je, cilj je ta, da bo vsaj, tudi če bo slabši rezultat, kot zdaj v drugem testiranju, da bo še vedno
boljši rezultat kot v prvem testiranju, to pa je cilj nekaj, ne. S samim kartončkom, z rezultati, z napredkom, moram reči, da sem zelo zadovoljen. Pa bomo videli, kaj bo čez pol leta. To bi bilo to, kar se tega kartončka tiče. Zdaj pri ostalih aktivnostih skoraj ni bilo nič kaj posebnega. Mogoče bi povedal še to. Pred 5 meseci sem recimo imel po eno aktivnost na dan. No, zdaj imam doskrat po 2, tudi do 3 aktivnosti na dan sem že prišel. Ne vsak dan, ne, ampak recimo večkrat tedensko. Tako da zdaj bi lahko tudi rekel, da se je moj recimo poprečen čas aktivnosti dvignil. Zdaj, če bi bil pred pol leta recimo tako 1 uro pa pol, bi zdaj lahko rekel 2 ure, 2 pa pol, pa 2 ure recimo, no 2 ure je poprečen čas. Prišel sem tudi že na 2 pa pol, tudi 3. No, potem pa seveda še pisanje dnevnika, poročilo, itd., ne, pa si na 5-6 ur takoj, ne, tako da. Ampak tisti je pa behind the scenes, ne. Ja, evo, to bi bilo to za ta mesec, pa se vidimo pa spet prihodnji mesec. Čau! Enako velja tudi za skoke v jamo. Malo bluzim, malo sem zajebo in to je to. Pa kaj, sem že naučil po 1 letu počasem poročil, po možnosti brez napak posnet, ali ja. Folk gre sem, naredi Facebook, naredijo Facebook, ja, ne. Kasneje skušam prenesti na odbojni parter, drugače pa, joj, spet sem zajebo. Ok, mogoče je malo več, ok. Umir se. Ko bi bil 6 let star. Moram počakati, da grejo naprej, ker to ful čudno izgleda po moje. Jaz, ko se tukaj z GoPro-jko menim. Oziroma vaje z lastno težo, potem pa je sledila... Jebem ti klanc, no. Pust me do zraka, da povem. Ok, sam povedal bi še eno zanimivost. Sam povedal bi še eno zanimivost. Nobenega ne zanimajo moja zanimivost, no pa zakaj? Kar se tega športnega... To bi bilo to, kar se tega športnega... Nekaj je pihat začel. Zdaj sem pa malo moker. Ni to najboljša kombinacija, ne. Tule gor v hribah, ne. V hribah si obleč se pova. Evo, vrtec prihaja od zadaj. Treba bo pohiteti.